Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno. Danes z nami dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Te dni oziroma v začetku februarja je nekako minilo leto dni, odkar ste nastopili zdajšnjo aktualno funkcijo. Iz dobre funkcije dekana Fakultete za naravoslovje in matematiko na Univerzi v Mariboru ste se za številne nekako presenetljivo odločili za funkcijo državnega sekretarja. Kako vi gledate na to? Vam je danes morda žal ali ravno obratno? Ja, res me dosta kolegov pitalo, zakaj sem lepe, zlate, dekanske insignije menil za pekeči drot okoli šinjeka, kak prispodobi dosta krat lejko ti čujemo. In odločil sem se za to, ka ne smemo biti takšni, ka samo šimfamo, kak bi se nekaj dalo napraviti, pa kak bi trebalo napraviti, pa kak je vse nej dobro. Like, da dobiš priliko, moraš probati to napraviti. In veseli sam, kad sem to priliko dobil. Ne je bilo niti dosta premišljavanja. V bistvu sem imel tako samo en dan časa, ko sem se odločil. Sem zdaj po eno leto prepričan, ko sem se dobro odločil. In to zavolo toga, kar nekaj se nam je posrečilo tistoga, na kaj smo, kak recimo dekan ali pa tudi na kolegiji dekanov na univerzi opozarjali, napravili, popravili. In to pa ne bi šlo, če ne bi imel dobre ekipe okoli sebe. Zavolo toga sem hvaležen tudi vsem, ko so nekako zmev, marsikeri prodekan moj, pa sodelavec šli, zato ker z temi ljudmi sem najležeti v delu, smo se med self razmili. In kaj je fejs važno, tudi oni so bili strokovno resen v ton notrik, ker je ne trebalo se od začetka. Vse včitelji, ki so znali, zakaj se ide, kaj trebej, kaj lejko in kaj bi bilo dobro za napraviti. Nekako dajete vtis oziroma velja med ljudmi mogoče, da ste eden najbolj delovnih državnih sekretarjev. Kaj sami pravite na to? Pa tudi tisti, ki po igrišči dosta bežijo, ne za dosta, treba je gole dati. In to je naš cilj, da damo čim več golov. In tako en seznam, da poglednemo nazaj, ja, resno se jih je kar nekaj zgodilo, pa še eno povdarjam, to samo zavolo toga, ker smo imeli dobro ekipo, ker eden sam lejko samo priganja tak pa etak pa ovak. Seveda so važne tudi ideje, važno je znanje, kakšne izkušnje od nazaj, ali z enim takšnim, pravo resen novim pristopom, ker ga tam marsišto ne bil vajeni, smo pa ob dosta bežanja po igrišči dali ti fejs dosta golov. Kako vam nekako pretekle izkušnje pomagajo pri zdajšnjem delu? Tu imam v mislih vašo poslansko funkcijo, bili ste tudi vidni član LDS-a, danes pa ste nekako državni sekretar v desni vladi. Je to prednost ali mogoče na drugi strani breme? Jaz ostajam sredinski liberalec in hvala Bogu seveda tudi naša stranka konkretno stoji na toj sredinski poti. In izkušnje od pele so pa resen fejst važne. Ne samo izkušnje, seveda tudi vsi kolegice po kolegi, ki sem jih v tom času spoznal, ko sem te vezi ohranjal, se z njimi rad samo tak čul. In marsišto od teh je zdaj tudi na pomembnih funkcijah, ali pa je bil, pa mi da kakšne nasvete. In še ena izkušnja je fejst važna. Kak dekan sem fejst dobro spoznal, če se malo pohecam, tisto stran šanka. No, zdaj sem pa na toj strani šanka in znam, kaj je lejko koristno, kaj je tisto, kaj treba napraviti, kada fakulteta, univerza in ne nazadnje tudi raziskovalni inštituti ležej prišli do svojega cilja in kada ležej tudi delali svoje stvari. In tem izkušnjam sem res najbolj hvaležen, zato ker brez toga bi bil kak vajenec. In zdaj pa smo se že strili odprli malo od vsega toga. Sami ste dejali, da ste si v preteklosti nabrali veliko izkušenj, veliko nekih vezi, tudi še iz prejšnjih vlad in drugih funkcij, ki ste jih oziroma jih še upravljate, imate zagotovo poln tudi telefonski imenik. So vam ti ljudje zdaj na tej funkciji še dosegljivi, ko jih potrebujete? Ja, enako smo gledali po imeniki, sem ne znal, gdje se to vidi, pa te so pravili, Mičo, pa ti imaš 5x600 kontaktov v telefonu. Sem prav, pa ga sem se z dostimi ljudmi rad pogučaval. In ja, vsi tej mi telefon zdignejo in z vsemi se tudi znam pogučavati, kaj lejko
oni meni pomorejo, sam pa takšni človek, da me što je za kakšno uslugo prosil, pa če sem jo lejko napravo, sem jo z veseljem tudi napravo. Veliko izkušnjo, predvsem to, ko sem se znal pogočavati z ljudmi, ne glede na to, kakšno je njihovo politično prepričanje, sem dobil, da sem več kot 2 mandata vodil Društvo poslancev 90, to so bili vsi bivši poslanci in aktualni poslanci, ne glede na njihove stranke, in tam res nisem šel dopustiti kakšnegakoli politikanstva in pa politike notri. Tam smo se tudi ležej pogočavali, ustvaraj, ker smo mogoče prili še v funkciji opažali, zaznavali, pa jih žmetnej upozorili. No, tu pa smo se o tom ležej pogočavali in marsikaj naša pobuda na svet, kot Društvo poslancev, je bila te na koncu dobro sprejeta. Najpomembnejše pa gušno to, ko sem z vsemi temi ljudmi ohranil stike, z vsemi se srečamo z nasmehom in to je največ vredno, ne? Ker te tudi oni mogoče s kakšnim predlogom porošnjo željo, jaz pa tudi znam koga lejko na svet pozovem ali pa tudi kakšno pomoč. Zdaj ste že sami omenili ta klub poslancev, različne politične barve. Kako sicer sodelujete s pomurskimi poslanci, ki tudi prihajajo iz različnih strank, so različnih političnih prepričanj? V mandatu 2004-2008, kda sem tudi jaz bil v državnem zboru, smo se dobivali ob prvi ponedeljek v mesece na tiste oddaje, na radiji našo in te. Sem po enom ton srečanju prav tako, zdaj pa idem na eno gižino, pa smo se seli, pa smo tam napravili klub pomurskih poslancev. In klub pomurskih poslancev je že te delo za Pomurje. In to je bilo osnovni moto, osnovno vodilo, ka pač je tudi politika najvažna. Tu smo se samo pogočavali o tom, ka je na dnevnem redu državnega zbora takšnega, ka je vezano za Pomurje in vsaki po svoji moči tudi ka to napravi. Fej se spomnim, da so nas povabili na vlado, ker to je bil prvi predlog, ko so ga pozicijski in opozicijski poslanci podpisali, vložili, da se je šlo za za zakon o priključitvi Pomurja, pomurskih Slovencev v matični domovini. In so se čudili, kako je to zdaj možno. Ne? Sem prav, pa to je normalno za nas. Moramo v kip držati, ker smo tako daleč od oči in zato daleč od srca, ker če se sami ne bomo znali na tej način organizirati, se nišče za nas ne da pobrigo. In jaz lejko potrdim, kot tudi zdajšnja sestava kluba pomurskih poslancev dela tak. In meni je seveda toliko lepše z njimi sodelovati, zato ker kakšenkoli njihov predlog zemen z prvo prioriteto, resen je to prva prioriteta, pa tudi obratno, da mi s kakšnim predlogom pridemo, da vidim, ko bi se kaj dalo, tudi klub pomurskih poslancev, to vzame za najbolj važno prioriteto. V javnosti se nekako zdi, da je v času tega vašega mandata državnega sekretarja na področju znanosti v Ljubljani na pomembnih funkcijah več Prekmurcev, pa tudi Štajercev, kot jih je bilo morda kdajkoli v preteklosti. Ste krivi za to vi ali nekako posledično, ali gre morda za naključje? Dosta ljudi pravi, ko naključi njega, ne? Kriv gvišno nisem. Če sem pa za to naključje lejko kaj pripomogel, sem pa veseli pa ponosen. Zato, ker važno je, ka Slovenija izkoristi čim več svojih potencialov. In do zdaj so bili upaženi, pa tudi te angažirani, predvsem potencijali, blizu centra. Dale se je ne dosta krat videlo. Ne? In normalno pa je, ko vsakši pač najbolje zavipa in najbolje pozna ljudi, ko z njimi je že delo, že ima z njimi dobro izkušnjo, to je fejs važno. Ne? Ali so to recimo tudi sošolci z osnovne, srednje šole, najbolje fakultete, ne? Ko je tudi širši krog. In jaz sem tudi seveda se najprej spomnil na takšne ljudi, za kar je znam, ko so na osnovi toga, ko so napravili, ko smo Kviper kdaj delali, dobri, ko se lejko njim zaviple. Ne? In če je mogoče zdaj resen malo več ljudi izven Ljubljane, pa jaz vidim v tom resen samo dobro. Samo dobro, zato ker na tej način pokažemo, ko so sposobni ljudje
tudi tisti, ki so ne v prestolnici, liki izven. In logično pa je, da to lejko delo nešče, što Ljubljano bar malo pozno, po eni strani, po drugi strani pa, ko živi izven Ljubljane in seveda tudi deluje izven Ljubljane. Torej ste zagotovo nekako prepričani, da bi morali lahko Pomurci pogosteje prevzemati neke pomembnejše funkcije, se morda tudi bolj izpostaviti? To dostakrat je žmetno se komi odločiti, pa si pokvariti udobno življenje, če zdaj tako povem, ko se voziš dosta v Ljubljano, pa si te na tapeto vzamejo, kako zdaj to, in to marsikomu ne trebej, ili ki vsaki, ki pa se za to odloči, vsaki, ki zavestno zna, kada njem je zdaj žmetnej, pa je vreden bar pohvale in zahvalnosti in vsakšumi takšumi, ki se je bil pripravljen tudi ki izpostavite, sem ga face zahvalen, hvaležen. In želim si samo, ko bi pa resno čim več naših ljudi se za to odločilo. Ko bi bilo tudi čim več povabljenih, to je važna stvar. Ker dostikrat što išče proba, pa če te tam ne vidijo ali pa neščejo videti, sploh ne povabijo, te ne moreš ta priti. Tako je oboje važno. Ko do tam ljudje, ko do Ljubljani ljudje, ker je koga našega prepoznali pa povabili po eni strani in po drugi strani seveda tudi, ko da se te ljudje odločili. Dostakrat je mogoče tudi odvisno od načina povabila, ko že predvsej ljudi mi je pravilo, ja, Mičo, veš, sem znal, ko ti ne smem telefona zdigniti, ko tebi je žmetno ne praviti. Sami ste dejali, da je Ljubljana oddaljena za Pomurje, Pomurcem. Ni oddaljena samo nekako za te pomembnejše funkcije, oddaljena je tudi pomurskim študentom. Pomurje, ko je zdaj pridobilo visokošolski program. Kako komentirate nekako dejstvo, da je bivanje v Ljubljani čedalje dražje, stroški so vedno višji, tudi predvsem za pomurske študente, tudi pot do Ljubljane stane. Kako lahko država študentom iz Pomurja še bolj pomaga oziroma jim sploh pomaga na kakšen način? Za nas, Pomurce, Prekmurce, je gvišno tu živeti najlepše na svetu. In zato smo se že navadili, pa smo pripravljeni, ko se moramo bolje potruditi, kot recimo v centri. Pa to ne je samo za študente, tudi recimo naše gospodarstvo dosti žmetnej konkurira centri, kot pa tisti, ki so v Ljubljani. No, na srečo so se naši že fejs dolgo, sploh tisti najbolje uspešni, usmerili prek meje, ki je Sobota isto daleč od Ljubljane, kot od Zagreba, Budimpešte, Dunaja in pa še kama dale. In na področju izobraževanja, na področju visokega šolstva so stvari seveda enake. In zavoljo toga smo že dolgo nazaj v Pomurji kar prišli, ko bomo ob opozarjanju Ljubljane na to specifiko mogli face dosta napraviti tudi sami. In tu imam zdaj v mislih Višno pomursko izobraževalno fundacijo, kjer se zahvaljujem vsem donatorom in nekako nam je uspevalo, ko smo v enem 4-letnem mandatu sikdar za 1 milijon, približno 1 milijon štipendij študentom dali. To je veliki penez, toliko ga niti ena druga regija v Sloveniji ne da. In tu seveda na prvem mestu mestna občina Murska Sobota, ker davle relativno glede na proračun še sikdar daleč največ peneze za štipendije. Fajn so pa sledile seveda tudi k druge občine, občina Beltinci, občina Moravske Toplice, Tišina in še nešterne v mogoče malo menjšem obsegu. In pa seveda naša podjetja, ker se zavedajo toga, ko je ležej zazidati, peneze dobiti za zazidati fabriko, pa notri kupiti mašine, kako pa za te mašine postaviti ljudi, ki bodo znali z njimi delati. In ja, Pomursko izobraževalno fundacijo glede zavoljo toga tako izpostavljam in sem hvaležen, pa se zahvaljujem vsem, ki pri tom delu pomagajo, zato ker na tej način smo fejst približali znanje našim študentom. Z temi štipendijami in višno bar malo olajšamo, nešto jim pa celo omogočimo to, ko so lejko študirali. Na tom mestu izjemno vlogo špila tudi klub prekmurskih študentov,
z svojim študentskim fondom in svojimi pobudami, s katerimi resno fejs dobro delamo. In to sem ga tudi cel čas učil. Mi moramo delati za študente, zato ker študenti tudi edini in najbolje znajo, kaj nucajo in kaj jim prav pride. In te izkušnje, ki sem jih dobil pri vodenju Pomurske izobraževalne fundacije, so mi zdaj tako bolje prav prišle, da je naše ministrstvo prvič do zdaj pripravilo štipendije za deficitarne učiteljske kadre. To je pač naše ministrstvo in te smo lejko napravili. Začeli smo s tem, kaj lejko napravimo. To pomeni, da smo zdaj razpisali 50 štipendij za učitelje tistih smeri, ker jih nega. To je predvsem tehnika v osnovni šoli, računalništvo se fejs dosta uči, kako mora biti toga več, ampak brez učiteljev dobrih ne moremo računalništvo v šolo spraviti, fizika, matematika in še eno stvar smo bili pri tom pozorni, ko smo pol štipendij dali na Ljubljansko univerzo, pa na Mariborsko, ko smo se tudi na tej način zavedali in se pobrigali za skladni regionalni razvoj. To je tista stvar, v kateri ga cel čas gočim, ko se mi višno moramo za to zavzemati, ko do vse regije imele primerljive možnosti za razvoj in priznanje se višno zača. Si želite, oziroma ti štipendisti, ki ste jih omenili preko Pomurske izobraževalne fundacije, pa tudi sicer drugi pomurski študenti, da se nekako po koncu svojega izobraževalnega procesa vrnejo v regijo, da svoje znanje uporabijo domače, tako rečem? Celo življenje gočim o zmanjšanju bega možganov. In beg možganov se da zmanjšati na različne načine. Ne na zadnje tudi, če što je malo ve odide, nemusko so nam te možgani vušli. Zato vsako mi pravim, ko pa res, nikdar ne smete pozabiti, odkrat ste doma. In študenti se toga face dobro tudi zavedajo in ne pozabijo. Enako recimo tudi pri Pomurski akademiji, vse kolegice pa kolegi, kdajkoli smo jih povabili, prosili za kakšno pomoč, sploh iz recimo kakšnih bolj tudi že renomiranih univerz, vsikdar so se odzvali. Ne? In v glavnem študenti ne pozabijo na to, ko jih je z štipendijami, pa tudi sicer regija prepoznala in je dala znati, ko računa na njih. Štipendije so tudi vezane na njihovo počitniško prakso v domačem okolju in to je face-to-face dober model pa praksa, ker kariero si že treba delati v časi študija. In na tej način se po eni strani pokažeš, gdje si dober, po drugi strani si pa bodočega delodajalca lejko začneš nagučavati in izkušnja je, ko praviloma res nikdar ne je bilo problema dobiti prakso za te študente po eni strani in po drugi strani seveda, ker so se super skazali, so včasih imeli tudi zagovišene službe. Zaposlitve. Kot državni sekretar ste v tem enem letu obiskali tudi številne pomurske občine, konkretno na terenu. Kaj opažate? Kakšna je nekako infrastruktura, v kateri se izobražujejo naši učenci, dijaki? Kakšno je nekako stanje na terenu v Pomurju? Infrastruktura ne je nekaj slabša kot kjerkoli indri, včasih celo nasprotno. Je pa dejstvo, ko pa je na tom področju še dosta za napraviti. Zato, ker zdaj tudi po več kot 10 letih je bil objavljen prvi razpis za investicije v šole, vrtce, telovadnice. In veseli sem, ko so pomurske občine na tom razpisi bili face-to-face uspešne. Tudi razpis je tako bil malo pripravljeni, ko so obmejne občine, to pa Pomurje je, to dodatno imele ovrednoteno. Ne? In ja, resno sem odel po teh občinah, ko sem videl na svoje oči, kako nucajo in kako smo njim zdaj v bistvu pri tom lejko pomogli. Za soboto recimo dozidava na osnovni šoli 4, znam, kaj je v plani marsikaj še tudi naprej, recimo glasbena šola so pripravljeni projekti, ker to je najbolj važno, kada so papiri kredite, tudi če ne si prvi na vrsti, pa nešče pred to nema, lejko ti preskočiš. Ne? Recimo v Beltincaj sem tudi veseli, ko sem osebno lejko šel podpisati pogodbo za vrtec
za obnovo. Naslednji takšen projekt je štadion, ker ga z županom iščeva zdaj na kakšen način lejko vse posedi nekša sredstva najdemo in zberimo, pa da sem gvišen, kada zadosta, še toliko bolje, kot tam tudi lokalna skupnost te stvari fejst podpira. V Moravski Toplice je Glitak, dvojezična osnovna šola v Prosenjakovce je bila sofinancirana. Na Cankovi tam sem fejst veseli, kot tista deca, ko so v vrtci, da zdaj resno dobili pogoje takšne, kak si ne samo želejo, liki tuj zaslužijo, pa istočasno šola cuj. V Lendavi Glitak je bila podpisana močna pogodba, s katero smo sofinancirali in toga se naberi dosta. In zakaj sem jih tako malo povedal, ker vidimo, ne nazadnje jaz seveda tudi v Ljutomeri, v Cezanjevskoj šoli, ko smo pokrili celo Pomurje, ko sem nekaj bi mi žmetno bilo nasprotno. Ščel sem si vzel čas iti na teren, ko na tej način te seveda tudi, ko vidiš stvari, kere za pisarne ne mreš videti in znati. In ko leko vidimo, ko to, ko se je pripravljalo in ko se zdaj že zida, ne je že skoraj gotovo, kada je face pomoglo in služilo svojimi nameni. Morda ne samo konkretno z nekimi infrastrukturnimi projekti, pomagali ste tudi preko ministrstva z, tako rečem, manjšimi stvarmi. V mislih imam tudi prenosne računalnike, nekaj jih je dobila tudi naša prva osnovna šola, Soboška. Ja, torej 14 000 prenosnikov je ministrstvo namenilo šolam v Sloveniji celi. Gvišno je bila važna simbolna gesta, ko so tisti prvi prišli glise in na prvi šoli sem tu osebno jih simbolno predal, pa vse ostale šole pomurske Glitak. In zakaj smo se na ministrstvu odločili za prenosne računalnike? Zavolo toga, ker zdaj v tom času, zavolo šolanja nadaljavo, je to bilo tisto, s kim smo lejko najbolje pomogli. S kim smo lejko najbolje pomogli učiteljem, pa seveda tudi učencem pa dijakom. In povratna informacija je takša, ko bi se žmetno bolje prav odločili. Je to bila tista prava stvar, tista prava investicija in ne zdaj misliti, da je korona skoraj že odišla, ko zdaj pa to več ne da važno. Ne. In to sem recimo tudi k mojim profesorom na fakulteti učil. Doj si pišemo, kaj je tistoga, ko se zdaj izkaže pri tom načini študija, pri tom načini poučevanja dobro, boljše, kot je to seveda tudi, kdo se nazaj v predavalnice predava, pa v učilnice, ko to uponicamo. In dejansko je tako tudi se zgodilo. Pa ne samo recimo v šolstvu. Marsikeri sestanek, marsikera pot v Ljubljano pa nazaj, no je zdaj prišparano zato, ko smo se navčili, ko se da to tudi nadaljavo zgučati pa rešiti. In tudi smo pripravili že investicijo v IKT, torej izobraževalno-komunikacijsko tehnologijo za tiste fakultete, kere izobražujejo učitele, zato ker ne moreš učitelja izobraziti, kako naj dela, če nemaš primerne škere, orodja za to. In v to smer smo dali face dosta pomena. Ne nazadnje tudi smo v to eno leti napravili na ministrstvu urad za digitalizacijo, ker ga je ne bilo. In da sem videl, ko imam, hvala Bogu, tudi kolege na fakulteti, ki so primerni za kaj takšnega, bodi si organizacijsko, še bolje pa tudi strokovno. To gvišno bila ena tistih najbolj važnih prioritet. In vsakša slaba stvar je za nekaj dobro. In to, kar se je na slaboga godilo, je pa dobro, ko smo zdaj te urade dobili in ko te urad dela in ko da nivo izobraževanja na vseh ravneh od vrtca dale, tudi zavolo toga malo više še. In ko ne bomo mogli praviti, ko se na področju šolstva nikaj ne dogaja, ko isto, kak je sikdar bilo. Naslednji korak so gvišno tablice, s katerimi bomo postopoma delali šolske turbe bolj lejke. Lažje. V času epidemije koronavirusa je poleg šolstva
pa vseh področjih praktično veliko utrpel tudi šport. Za številne je bil eden od ukrepov glede omejevanja gledalcev na stadionih nekako nerazumljiv, nelogičen. Tudi fazanerija je bila veliko časa prazna, je skoraj da samevala. To se je na srečo pred kratkim spremenilo. Tudi sami ste nekako pripomogli k temu, če lahko tako rečem. Ja, šport mi je fejst blizu, če gli prek rekreacije, ne? Ker potapljanje sem pa že res sem fejst dolgo poleg sigdar tretiram kot rekreacijo, ker v potapljanju se ne sme tekmovati, ko je stvar športa, razen seveda Alen Kartnik, ker mimo grede tudi tekmuje za potapljaško društvo Murska Sobota, ampak to so vrhunski in tudi na tej način trenirani. In zavoljo toga sem seveda tudi se že odprli pozno z marsikem, vključno z predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije in so mi te izkušnje dosta prav prišle, predvsem pa te neposreden kontakt, ko smo se dosta krat čuli, ko so mi pravili, Mičo, glej, to bi bilo dobro popraviti, sem pravil seveda, samo moram to spraviti na Ministrstvo za zdravje. In v zadnjem času, pa so se že prili dosta krat čuli, ali v zadnjem času sem pa res fejst hvaležen tudi k predsedniki našega nogometnega kluba Mura, ki je pravil, glej, Mičo, 750 je omejitev, to bi dobro bilo vzdignuti, ne? In smo te videli, ko bi se dalo zdignuti na Gezeru 500 gledalcev, Gevrbljen, da se to v kratko ešte bolj lejko sprostilo. In ja, Ministrstvo za zdravje je to našo pobudo razmilo, tudi tista COVID skupina je podprla in ga sem veseli, ko je zdaj stadion zajde, ko prejšnji je tekma nedma bila toliko bolj pun. Gospod Slavinec, če se morda za konec nekako zazreva v prihodnost, bomo lahko Pomurci enkrat oziroma kdaj razmišljali tudi o svoji univerzi? Če ne bomo o tom premišljavali, je gvišno nikdar ne bomo imeli. Pot do univerze pa ide prek fakultet in prvi korak k tomu gvišno je, so podeljene koncesije. V 15 letih smo zdaj prvič Palek podelili koncesije in v Murski Soboti, da od zdaj dale 24 študentov in študentk zdravstvene nege, lejko študiralo brez, ko se to vplačuje. In to je prvi korak. V našem okolju bomo gvišno, vse smo že, ne, ampak bomo zdaj gvišno lejko tudi napravili kakšne druge visokošolske programe, ker so takšni, ko so zanimivi za naše okolje. Ne smemo pa delati samo tisto, ko pokrijemo domače okolje, ki moramo premišljavati tako, ko bomo zanimivi tudi za koga drugega, ko pridejo k nam. V Pomurju nega dosta ljudi, tudi nega tako velike, recimo, velikega gospodarskega zaledja, kot konkretno Novo mesto, ker je zdaj na toj poti že kakšen stopaj pred nami, ne? In na tom področju je seveda ostajam optimist in tako sem pravil, moramo o tom premišljavati, moramo v toj smeri delati, tudi še kakšna druga koncesija, tudi še kakšen drugi visokošolski program. Važno pri tom seveda je, ko so to ne programi sami za voljo sebe, ki ostanejo na takšnem nivoju, ko do te študenti in študentke dobili takšno znanje, ko do jih v njihovih službah v gospodarstve, pa ne gospodarstve veseli, zadovoljni, ko do tam koristni in ko da se dober glas širi še naprej. To seveda znamo tudi napraviti z našimi kadri. Povezano s tem pa gvišno mora biti tudi krepitev raziskovanja v našem okolju. In mi imamo recimo odlično raziskovalno skupino v Soboški bolnici, ker je na svojem področju ne samo v Sloveniji fejst visoko z odličnimi mednarodnimi rezultati. In to je tisto jedro, na katerem moramo delati na raziskovalnem inštitutu. Se res ne spodobi, ko bi Pomurje ostalo edina regija brez kakšnega koli visokošolskega programa, pa tudi raziskovalnega inštituta. No, visokošolski program smo zdaj bar s temi koncesijami za silo odklikali, ko je ne edina regija ostala, naslednji cilj na njeg višno pa naloga, ko še tudi kakšen raziskovalni inštitut tudi napravimo. Pogoje za to imamo. Dosta bolj še, kot marsikega inštituta že imajo. In to vse povej. Zvolj toga je seveda še pred nami dosta dela
In tudi, če se zdaj vrnem na tisto začetno vprašanje, ja, ne mi je žal. Ne mi je žal, ko sem se tako odločil, zato ker brez te odločitve se marsikaj ne bi zgodilo. Predvsem pa ne bi lejko si takšno vizijo postavljali za naprej. Jaz sem gušen, ko smo jo sposobni napraviti. Gospod Slavinec, najlepša hvala vam za obisk v našem studiu in seveda uspešno delo še naprej. Prosim. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.